Tudi rak sečnega mehurja spada med obolenja, pri katerih znaki pogosto ostanejo spregledani, odkritje bolezni pa se posledično zamakne v čas, ko je bolezen že v napredovali fazi. Zato bi vas vprašala, kakšni izzivi na klinični ravni spremljajo obravnavo teh bolnikov, kakšni so dosežki medicine na tem področju, kateri pa so ključni sistemski izzivi, na katere bi bilo treba res pospešeno odgovoriti, da bi bila obravnava še učinkovitejša, kakovostnejša in varnejša. Ja, vsekakor, če začnemo na začetku, je ključna prepoznava teh bolezenskih znakov. O tem morda premalo govorimo, je pa pomembno, da bolniki znajo prepoznati simptome, ki kažejo na to, da imajo lahko raka, recimo na sečnem mehurju. Predvsem primarno je to krvava voda. Marsikdo pripisuje krvavo vodo recimo vnetju sečil ali pa si reče, mogoče sem pa jedel rdečo peso. In potem ta krvava voda izveni v nekaj dneh, sam rak mehurja pa raste. In velikokrat vidimo, da te bolniki pridejo prepozno, torej izgubijo nekaj mesecev, preden pridejo v obravnavo. Tako da na prvem mestu vsekakor ozaveščanje bolnikov, da pridejo pravočasno na pregled k zdravniku. Druga stvar, osebni zdravniki, tudi oni marsikdaj zdravijo neko tako hematurijo ali pekoče uriniranje z antibiotiki. Torej rečejo, to gre za uroinfekt in spet bolnik izgubi toliko in toliko mesecev, saj na nek način krvava voda pride nazaj in je potrebno speljati diagnostiko, to traja in spet zamudimo sigurno pol leta. V tem smislu verjetno svetujete bolniku, kadarkoli se pojavi tovrstna težava, velja oditi k osebnemu zdravniku, ta pa bi verjetno moral opraviti ustrezno diagnostiko, da se prepriča, ali morda vendarle ne gre zgolj za uroinfekt. Absolutno to ozaveščamo, tako da marsikdo ve in je bolje, kot je bilo recimo 10 let nazaj, tudi s strani osebnih zdravnikov. Nek uroinfekt vsekakor zahteva vsaj ultrazvok trebuha, ni potrebno takoj napotiti bolnika k urologu, specialistu, tako da to nekako se vsekakor izboljšuje. In to je pomembno predvsem zato, ker čim zgodnejše je odkritje bolezni, tem večja uspešnost je možna glede zdravljenja, kaj ne? Tako je. Ob tem pa vemo pač, da v naši medicini dosežki so dobri, možnosti so velike, omejitve pa na žalost prav tako. Zato bi vas vprašala, kakšni so denimo na sistemski ravni kratki stiki, pa naj gre za kadrovsko pomanjkanje, za logistične probleme, ki jih javnemu zdravstvu preprosto ne zmanjka, ti pa vplivajo tako na zaposlene, kot seveda tudi na obravnavo bolnikov. Ja, seveda, v bistvu kapacitete so premajhne. Sam prihajam iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, kjer imamo že desetletja zgolj 2 operacijski dvorani, v katere enostavno ne moreš spraviti več bolnikov, kakor jih. Torej v 2 deci kozarc, dostikrat to rečem, ne moreš spraviti liter tekočine. Tako da vsekakor bi bilo potrebno dvigniti kapacitete, torej urologija absolutno potrebuje še 2 operacijski dvorani. Potem oddelek, žal nam sestre odhajajo vsak dan, tako da tukaj se bo resnično potrebno vprašati, kako sestre zadržati oziroma jih privabiti nazaj v ta poklic. Sicer enostavno ne vidim rešitve za te bolnike, ki so pa zahtevni. Na eni strani nek lažji operativni poseg, kot je transuretralna resekcija mehurja, pomeni, da bolnik pride, lahko zapusti bolnišnico že isti dan ali naslednji dan. Na drugi strani pa ena zelo velika operacija, ki pomeni operativna odstranitev sečnega mehurja, bezgavk, speljava urina
prek črevesnih vijug navzven. To pa so izzivi, to so starejši bolniki, nemalokrat se zgodi, da so tudi mesec, dva na našem oddelku zaradi določenih zapletov. Tako da, vkolikor se bomo želeli resno lotiti te patologije, bo potrebno dvigniti kapacitete. Kakšne pa so ali bodo posledice nove ureditve udejanjene po sprejetju novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki jih bo moč občutiti tudi v veji medicine, v kateri delate? Ta novela popolnoma nič ne prinaša. Tako da ne vem, kaj bo prinesla. Prinesla bo kaznovanje najbolj uspešnih zdravnikov, ki delajo popoldne, še nekaj več, pa ne grejo v gozd ali na kavč gledati televizijo in tako naprej. V sistemskem vidiku ta novela ne bo popolnoma nič izboljšala in to se vidi. Vsak dan je slabše. Vsak dan je slabše. Ljudje odhajajo, konzilijev ni več. Tako da smo izredno zaskrbljeni in te laži, ki jih poslušamo na televiziji, so metanje peska v oči pacientom in nam, zdravnikom. Tako da smo zelo razočarani nad situacijo, ki je. V bistvu se človek vpraša, kako da pravzaprav opozorila, ki se nizajo že dolgo, vedno znova pri odločevalcih naletijo na gluha ušesa. Ti bodo morda čez leto, 2, 3 odšli, razmere v zdravstvu, ki bodo izrazito slabše, vsaj zdi se tako, vsaj vse tako kaže, pa bodo ostale in vi boste to občutili, bolniki bodo to občutili. V bistvu ne naletijo na gluha ušesa, ampak ko prav te odločevalci postanejo bolniki, se začnejo čuditi. Čudijo se, da nihče ni vlagal v UKC Ljubljana. Kakšna so dvigala, kakšna je infrastruktura, to se čudijo. In potem se čudijo nam, da lahko vseeno nekaj dobrega naredimo v smislu napredka, ker marsikdo bi že obupal, vse, kar je nekaj novega, moraš prepričevati tistega, ki je nad teboj. Vsi gledajo stvari preko teh osnovnih vložkov v neko drago opremo, vendar se ne zavedajo, da je to na dolgi rok oziroma tudi krajši rok za skupnost, za človeštvo velik plus. Tako da ne vem, kaj bo. Sem pa zelo razočaran, ker gledam situacijo na Hrvaškem, Avstriji, povsod po Evropi, kjer so na povsem drugih nivojih. Tukaj pa se res ukvarjamo z osnovami.